neke take spremembe, ki boš rekel, ok, zdaj pa drugače. A bi si dala čip noter, pa preden odgovorita, kaj bi mogla vidva dobiti benefit, da bi si dala čip v telo? Ja, Se pravi, da imaš na mestu osebne izkaznice, pa kreditnih kartic, pa zdravstvene kartice. Recimo reče ti država, tole je čip, damo ti noter in to je to. Ne? A bi ti bilo to dovolj? Za večino ljudi to ne bi bilo dovolj, ne? Samo da imaš kartice. Ne? Kaj bi mogel ti dobiti, da bi rekel ja? Ja, mogo bi malo premisliti. Jaz drugače, kadar o tem razmišljam, sem ful za, recimo, ne. Ker mislim, da v tem stoletju bo prišlo do tega, da boš ti si kupoval neke, to se temu reče body augmentations, ne. Ne vem, kupil si boš boljše oči, kupil si boš ne, že to, kar zdaj dela. Večji kurac, ne. Ja, jaz upam, no. Ja. Ok. Nisem nikoli na to pomislil. Recimo to, On je o vagini razmišljal. Ja, da bo zamenil, se to lahko že. Andrej, če te mot, ti to naredijo. A lahko prosim poslušaš, da hotel nekaj resnega povedati. Ja. Mislim, da ste videli dva kozat zamenjala. Ja, se res je. Čakaj, dajmo se vrniti. Meni ful mi je všeč to razmišljanje, a ne o delovna maska, ki reče, mislim, kakšen problem imamo mi danes, ne? Ti danes v bistvu si že tako imenovan keyboard, ne? Se pravi, ti nekako si skozi povezan v internet. Samo da je ta vmesnik, ne, med v bistvu tvojimi možgani pa internetom, ne, je telefon oziroma računalnik, neka vmesna naprava je, ne. In zdaj, če ti hočeš priti do ene informacije, moraš vzeti telefon, to natipkati in pa dobiš to informacijo, ne. In pol prebrati. In tako naprej, ne. In tukaj je problem tega inputa in pol, koliko hitro ti to dobiš. Zdaj si ti predstavljaj, da mi to, mi zdaj to zmanjšujemo, ampak predstavljaj si, da to pol ni več problem. Da jaz zdaj, ker rečem, ne vem, nek račun si zamislim ali pa neko informacijo hočem dobiti, tako v pol sekunde jo jaz kar zamislim si v glavi. Ne? A veš, tak čip bi tebi dal superpower. Bi dal bi ti superpower, ne? Tako da ne vem, kdo tega, recimo, tazga čipa ne bi imel. Ful ljudi jaz poznam. No, čakaj. Veš, kjer bi ga imel? Ti si early adopter, zato bi ga imel. Ja, ampak na koncu bi ga imeli vsi. Pa cenaš knowledge. Na koncu bi ga imeli vsi. To ja, pa še to cenaš. In to je ta njegova firma Neuralink. Ne? No in pol, če gremo še dlje, ne, je to je recimo samo en primer. Se pravi, kjer si ti skozi imaš dostop do informacije. Veš, in tak posameznik, če bi to res dobro delal, ne, valjda bi imel ful veliko prednost. Ne? Mislim, ti imaš cel internet na mislim, možnosti so praktično neomejene. Ne? Pa si pa predstavljaj mogoče kakšen drug organ v telesu, veš, da imaš močnejše srce, da se koža lahko hitreje obnavlja. Grem staviti, da če bi obstajala neka krema z nekimi nanoroboti, to bi se vse ženske kupile. Pa tudi moški, verjetno. Ma ne. A veš, mislim, to nikoli ni vsi. A veš, recimo... Ne, počakaj. Seveda, na začetku, tisti, po tej krivulji gremo, a ne? Valjda, early adopteri in inovatorji, early adopteri, tako. Ne, in polka to isto z telefoni, ne? Na začetku, konc 90-ih, ko so se začeli pojavljati mobilni telefoni, folk je bil tako, pa si ti normalen. Kva, da bo mene... Jaz nikoli ne bom imel telefona. Da bo mene nekdo skozi gnjavil. Mislim, kako je, to je pa res neumna ideja, da mene lahko, mislim, to je noro, da bi mene kdo skozi lahko motil, a ne? A veš, pa ima pa to en biznismen, ne? In pol folk vidi, on ful hitreje zdaj lahko komunicira, ne? Danes noben ne pomisli, da ne bi imel mobilnega telefona. Jaz sem s tabo, da veliko ljudi poznam, ki tega ne bi, ampak na dosti dolgi časovni premisi bi vsi, ker ti postopoma to delaš. To je ta Milgramov eksperiment. Ti imaš paznike in vsak reče, jaz ne bi ubil človeka
dojenčka. Ampak ti moraš samo kreirati okolje, v katerem on je dovolj dolgo časa in vsak od nas postane morilc. Čisto vsak. To je res, pa ne rabimo niti eksperimentov. Mi imamo, telefon je že en tak primer, a veš, mislim, imaš se tudi pridobitve v gospodinstvih, a veš, hladilnik, pralni stroj, ali pa te stvari, ne, mislim. Jaz pa ne bom imel zvočnika, ki poslušaš skozi, ampak pol bo toliko benefitov, da ti priješ pa se z njim pogovarjaš, pa vse narediš, tuf. No, in hotel sem še to nadgraditi, ne, se pravi, potem bojo prišle telesne izboljšave, a ne, a veš, ti boš, vsi organi bojo nekako enhanced lahko, ne, se pravi, spoj tega biološkega pa tehnološkega, enostavno bojo toliko bojo velike prednosti, ne, da ne boš mogel reči ne, ker bojo spet benefiti bojo večji, kot kar neki... Ja, kot early adopter, če je mal plusa, bo že to hotel imeti, medtem, ko vsi ostali bo to pač, bo moglo res biti, ti dati veliko benefita, da boš to hotel vzeti. Ja. Tako da zdaj, če se pogovarjamo o nekem čipu, spet pogledam, ne, če bi to sam pomenil, da se meni zdaj, ne vem, vrata odprejo doma, to verjetno ne. Ampak tak čip, ki pa mi da povezavo v internet, instantno, pa tako. Po mojemu, da večina, tako, jaz bi celo upal trditi, da zelo veliko ljudi, ki bo to poslušalo, bo reklo, ni šans. Ja, itak. Jaz nikoli ne bi z tega dal, pa mi si nikoli ne bomo dali. Ker jaz recimo zmeri, ko sem se o tem pogovarjal, sem bil presenečen, koliko ljudi je pripričanih, da do tega ne bo pašlo, da oni pa z tega zih ne bo dali nikoli. Če smo že začeli z gamingom, ne, če se zdaj vrnem na gaming, recimo Deus Ex Human Revolution je točno o tem. Se pravi, tam je neka zgodba, ne, kako pač neka korporacija dela te human enhancements, ne, in potem imaš v bistvu ljudje se ločijo, vse o tem tudi Harari piše, ne? Ljudje se pol ločijo na, tako, vrsta se loči na dve v bistvu veji, se pravi neka ta smer ljudi, ki to napolno prakticirajo, ne? Se pravi, da si svoje telo izboljšujejo s pomočjo tehnologije, in druga, ki to tako religiozno zavrača, ne, mi bomo clean, mi bomo pač ljudje in pol pride do tega boja, se pravi med temi enhanced people pa natural v bistvu, oziroma non-enhanced, ne. Tako da recimo ta igra je tudi ful zanimiva, začneš lahko skozi zgodbo razmišljaš o teh problemih. Ful igar je, ko imaš ful filozofsko zadnje, imaš za razmišljati ful, ne? Ali si ti hotel še kaj? Jaz sem hotel o tem povedati, ker si rekel, da bomo vsi povezani v internet, ne? Se pravi, boš instantno dobival informacije. Samo še to, mi smo že. A veš, zdaj je samo vprašanje tega zmanjševanja, tega lega v bistvu, da nimaš te avtoceste v internet. Ti imaš zdaj pač eno tako ozko potko, nimaš bandwidtha ful velikega, ampak že smo povezani. Mislim, ti vstaneš in greš na internet. Preden zaspiš, greš na internet. Skozi na internetu. V to smer sem hotel iti, ker zdaj imamo Messenger, Facebook Messenger in midva se pogovarjava. Midva izmenjujeva informacije preko interneta, daljava v bistvu nima veze. Se pravi, jaz lahko nekaj povem. Zdaj problem smo imeli, da jaz svojih čustev ne moram tebi dati, in smo izumeli emojije. Jaz dam zraven emoji in ti približno veš, kakšno čustvo jaz mislim projecirati. Zdaj pa, če gremo mi v to smer, ki si ti rekel, da boš ti mene začutil. Sprav, midva ne bova govorila z glasom, ker je to ful potratno, a ker jaz ti bom svojo misel, ki jo imam o neki tematiki, samo poslal. In ti boš vse vedel o meni in vedel boš čustva in kako se počutim. In jaz to vedno začnem razmišljati v to smer, je tako, ko se začne tehnologija pa spiritualnost mešati med sabo. Ker dejansko vsi eno postanemo. Ker smo vsi en računalnik, a veš? Mi smo vsi sam particije. In zaradi interneta pa procesorske moči, ki po na voljo boš ti ful boš znal prilagajati svoje odgovore in ta komunikacija, veš, mislim... Ne, nič ne boš delal. Vsi bomo vse vedeli. A veš? Instantno vsi boš vse vedel, kaj njemu paše. Sync bo, vsi bomo synkani. Če boš imel premium paket.